Homoseksualke in biseksualci, queer in intersex ljudje, lepo pozdravljeni aseksualke in aseksualci, pozdravljene in pozdravljeni vsi, ki se pod nobeno od teh oznak ne prepoznate. Pozdravljeni vsi naši zaveznice in zavezniki, ter vsi, ki se poistovetite z letošnjim sporočilom Parade ponosa in korakate z nami v boju proti vsem oblikam rasizmov, tudi ali pa predvsem homofobije. Pozdravljeni! Danes smo v ulicah Ljubljane korakali že 16-tič. 16 let javno zahtevamo vidnost, 16 let si vsaj za en dan vzamemo pravico, da smo en dan v letu tukaj, glasni, raznoliki, opolnomočeni. Po več kot 30 letih boja nas v tej državi več ne morejo prezreti. Parada ponosa je nastala kot protest proti strukturni homofobiji in diskriminaciji. Nastala je kot boj proti nasilju policije, proti rasistično-homofobnim politikam, predstavlja odločen ne zahtevi po tako imenovani normalizaciji nenormalnih, nepravih, ne naših, tistih drugih in nevrednih. LGBT osebe smo v družbi stigmatizirane in razvrednotene, neenakovredne. Parada je tista, kjer si svoje dostojanstvo vzamemo nazaj, brezkompromisno. Zagotavlja vidnost skupnosti, ki je zaradi svoje drugačnosti vedno znova izrinjena iz javnega, političnega in kulturnega življenja. Omogoča prostor svobode, tisti dan v letu, ko je vsaka in vsak točno to, kar je, brez pritiskov po normalizaciji, skrivanju in omejevanju samega sebe. Parada ponosa pa je tudi trenutek vrednotenja dogajanj v družbi. LGBT osebe nismo neka ločena ali izolirana skupina, smo del družbe, ki nas obdaja, bojujemo družbene boje, ki se prepletajo z bojih drugih marginaliziranih skupin. Po homofobnem napadu v ameriškem Orlandu 12. junija so se tudi v slovenskem javnem prostoru, predvsem v digitalnem okolju, začeli pojavljati pozivi in provokacije, ki napeljujejo k ponovitvi morilskega napada. To vrstnih pozivov smo v preteklem letu zasledili ogromno, predvsem vsakič znova v povezavi z begunci in migranti, ki so bili svoj pot v varno okolje primorani speljati skozi Slovenijo. To, da postaje v naši družbi dopustno, da se javno poziva k nasilju in podpihuje sovraštvo, strogo obsojamo in pozivamo pristojne institucije, da že enkrat končno opravijo svoje delo ter aktivno zaščitijo vse ljudi, ki smo tarče rasizmov, homofobije in vseh oblik diskriminacije. V zadnjih tednih pa se v Ljubljani dogaja tudi nekaj, kar nas je še posebej opozorilo na razlikovanje med ljudmi na podlagi socialnega statusa. Razkol med potrebami tistih brez družbene moči in interesi tistih za vso družbeno močjo bi težje nazorneje prikazali, kot pa se je pokazalo v socialnem centru Rok. Rok je postal simbolno zatočišče kulturnega in aktivističnega boja vseh, ki v gentrifikaciji prostorov ne prepoznajo lepe Ljubljane. Gentrifikacija pomeni, da ljudje socialnega dna izgubijo streho nad glavo, izgubijo varen prostor in prostor svobode ustvarjanja. Gentrifikacija pomeni to, da prosilci za azil, ki živijo za 18 evri na mesec, pač ne morejo sedeti v centru lepe Ljubljane in piti kave. Te iste kave si tudi ne morejo privoščiti vsi brezstatusni umetnice in umetniki, kakor tudi ne brezposelne lezbike. Lepo je, da je Ljubljana lepo mesto, ampak ključno vprašanje je, ali je Ljubljana vključujoče mesto, ali je mesto za vse, ne pa samo za tiste, ki si jo lahko privoščijo. Zdi se, da še ni. Zato smo tu mi, s Parado ponosa, z vsemi vami in z govorci iz drugih civilno-družbenih skupin,
da pozovemo tako mesto kot tudi državo, župana kot predsednika vlade in predsednika države, naj vendarle prenehajo z deklarativnimi podporami, ter prestopijo na stran aktivne podpore. Preprosto, to moč imate, uporabite jo. Parada ponosa je moment, trenutek opora proti vsiljeni normalnosti, vrednotenja ljudi na podlagi njihove prave ali neprave telesnosti, spolne usmerjenosti, pripadnosti, porekla, ekonomskega razreda. Mi ne pristajamo na to normalnost, kajti mi nismo nič od tega. Dovolite mi za konec, da se zahvalim vsem podpornikom in podpornicam, ki ste nam omogočili letošnji festival. Predvsem pa gre zahvala prostovoljkam in prostovoljcem, več kot 40 osebam, ki ste zadnje tedne dihali z nami. A tremendous thank you to our 10+1 EVIAS volunteers. You have helped make this pride. Hvala vam. Skupaj nam je uspelo, predvsem pa nas skupaj čaka še dolgi boj.